Mednarodno sodelovanje oziroma mednarodni projekti na Pini niso cilj sam po sebi, ampak so bolj način, metoda dela, ki izhaja iz same mentalitete prostora, v katerem delujejo. Gre za to, da enake cilje, kot jih zasledujemo na drugimi projekti, skušamo sodelovati z mednarodnimi projekti, le da je tukaj prisotna še ta mednarodna komponenta, ki mogoče malo bolj obarva vse skupaj. Največ sodelujemo na področju multimedije, tako gre predvsem za razne mednarodne delavnice in podobne projekte. Tipičen projekt, ki ga organiziramo, je mogoče delavnica, ki poteka recimo na Nizozemskem ali pa v Španiji ali na Madžarskem. 30 do 50 mladih navdušencev, umetnikov, filmskih ustvarjalcev, multimedijskih ustvarjalcev se zbere in v enem tednu do 10 dneh sledijo najprej neke vrste delavnic. V drugem delu delavnice se dostikrat pride k samemu ustvarjanju, torej učenje z delom in tukaj mladi ustvarjajo kratke filme, videoposnetke, sami pišejo snemalno knjigo, scenarij, mladi sami snemajo in potem montirajo in poskrbijo tudi za postprodukcijo. Tako nastanejo razni izdelki, ki so dostikrat zelo zanimivi, inovativni, kreativni. Poleg tedenskih delavnic sodelujemo z drugimi organizacijami tudi pri organizaciji večjih, daljših projektov, ki lahko trajajo leto ali tudi več let. Kot pri delavnicah gre tukaj za sledovanje podobnih ciljev, neformalnega izobraževanja in promocije aktivnega državljanstva. Gre predvsem ali za izgradnjo portalov, za promocijske akcije na različne teme, vezane na trajnostni razvoj recimo, ali pa na samo umetnost, kot tudi za različne natečaje. Seveda je to delo tudi zelo zabavno. Imaš možnost videti veliko držav, potovati okoli, spoznati veliko izjemnih, zabavnih ljudi in na nek način predstavlja tako delo en poseben izziv. V sodelovanju z nekdanjim Ministrstvom za informacijsko družbo in Mestno občino Koper smo leta 2002 vzpostavili in uredili e-kavarno Pina, ki se nahaja na Kidričevi v Kopru. Uporabniki e-kavarne so študente, dijaki, občani, turisti in tuji rezidenti, ki uporabljajo internet za komunikacijo s svojimi družinami. Na voljo je 10 računalnikov, ki služijo za javni dostop do interneta, omogočajo tudi uporabo protokolnih pisarniških aplikacij. Na voljo je tudi wireless za laptoperje. Poleg interneta nudimo tudi preko podatkov na CD-je, DVD-je, printanje črno-belo, barvno, skeniranje. V drugem delu e-kavarne pa se redno izvaja klubska dejavnost Kulturkšok. Kulturkšok Pina je projekt, ki ga Multimedijski center organizira v sodelovanju s klubom študentov občine Koper. Poteka od jeseni do pomladi in zajema različne vrste umetnosti, in sicer filme, glasbo, poezijo, likovna dela, predstavitve knjig in še mnogo drugega. Ponedeljki so namenjeni potopisnim predavanjem, kjer spoznavamo lepote drugih držav, drugih kultur, navad in drugih jezikov. Ob četrtkih se podamo v svet filma. Jesenske in zimske večere nam krajšajo zanimive zgodbe junakov iz celega sveta, ki pogosto sprožijo tudi marsikatero vneto debato. Petki in sobote so namenjeni različnim vrstam umetniškega izražanja. Lahko si ogledate razstavo, sodelujete na okroglih mizah, prisluhnete glasbi, predstavitvi knjig, revij ali pesmi. Se poizkusite v plesu, uživate v gledališki predstavi ter drugih zvrsteh, katerim je oder namenjen. E-kavarna je zasnovana kot nekakšna dnevna soba, ki skuša združevati vse potenciale tega mesta. Pina je dejavna na video področju že od leta 1995, ko je bilo delo z videom razmeroma zahtevno, saj so bili računalniki prešibki, da bi lahko podprli tako zahtevne videoprograme. K sreči pa se sedaj na društvu ponašamo s kar nekaj opreme za montažo, snemanje in postprodukcijo videov in filmov.
Skupina predvsem skrbi za izobraževanje na tem področju, tako ponujemo čez zimo tečaje digitalne videomontaže, poleti pa že vrsto let organiziramo enotedenska usposabljanja oziroma filmske delavnice, kjer se tečajniki lahko naučijo vseh osnov povezanih s filmom, in sicer pisanje razmišljanja o scenariju, snemalni knjigi, potem o snemanju, o montaži, o postprodukciji. Na vsakem področju pa ponavadi gostimo tudi strokovnega sodelavca oziroma diplomiranega režiserja ali pa snemalca. Lani smo recimo na enotedenski delavnici dokumentarnega filma gostili francoskega direktorja fotografije Alexisa Dore. Organiziramo tudi mladinske izmenjave povezane z videom, kjer je cilj posneti kratke igrane filme recimo na temo trajnostnega razvoja ali pa kakšne druge mladinske problematike. Tako na nek način združujemo posameznike, ki na področju dokumentarnega filma in videoprodukcije delujejo v manjših ali pa nepovezanih skupinah. Na Pino smo prišli pred kakšnim letom in pol, ko smo si prišli sposoditi opremo. Potem smo šli na delavnico o kratkem filmu. Nadaljevali smo šli skupaj na Nizozemsko, tudi v organizaciji Pine, na še eno delavnico novinarskega filma. Smo sodelovali na pol projektih skupaj. Poleg tega, da smo snemali in streamali v živo na internet Jet, smo ga hkrati tudi v živo tudi montirali, kar je bilo prvič, se mi zdi, tudi v zgodovini festivala in tudi za nas je bila dobra izkušnja. Drugo polovico poletja smo snemali tudi Mišelo, ki jo zdaj montiramo, kratek promocijski video. In v sodelovanju s Pino smo se res dosti naučili in dosti stvari naredili. Mladi mislim, da nimajo več izgovora, vsaj kar se tiče tehničnih potreb, da zaradi tega se ne da delati. Ker je tukaj dejansko na voljo več ali manj vsa oprema za snemanje in montažo. Dosti idej, no, in smo veseli, da lahko računamo tudi na Pino.